Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. O letni vročini na strme vrhi, da tam si spočije v samoti srci. Jer potok izvira v skalovju hradan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Fotografije Vilija Vogelnika, ki jih bomo danes ogledali, so neke vrste kolaž. Kolaž v delu vojaških gornikov Slovenije. Vsem, s čimer se ukvarjamo, od udejstvovanja v gorah, obujene spomino napadle vojake v gorah in pa vse tisto, s čimer se ukvarjamo kot vojaški gorniki tudi v prostem času, od gorskega reševanja, alpinizma do gorske fotografije. Zelo sem vesel in ponosni smo vsi vojaški gorniki, da to razstavo lahko odpiramo v letošnjem letu na Ministrstvu za obrambo, ko proslavljamo tudi 100-letnico vojaškega gorništva na Slovenskem. Nedavno od tega, 1. marca letos, smo proslavljali 100-letnico, odkar je bila v Roški vojašnici v Ljubljani formirana prva vojaška gorska enota na Slovenskem, drugi gorski strelski polk, najbolj slovenska enota v nekdanji avstro-ogrski vojski. Zahvalil bi se našemu avtorju Viliju Vogelniku in mu čestital za fotografije, ki jih je izdelal. Oj, Stožice naše kraljistvo, domovina, v soncu žariš kakor biser, oj, planina, Hej, Tržič, ti mesto moje, kjelih v gora ležiš, pesem tebi slavo poje, vsa stoletja, kar živiš. Tako je zapisal pesnik in tako mislimo tudi danes, ko praznujemo 100-letnico slovenskega gorništva. V to gorništvo je še kako utkana tudi naša občina, zato smo hvaležni vam, dragi gostje, še posebej pa gospe ministrici, ki nas je počastila s tem, da seveda tukaj na eni strani lahko razstavljamo slike našega izjemnega fotografa Vilija Vogelnika, ki je seveda mojster fotografskega aparata, igre svetlobe in pa senc, kar je dokazal tudi v tej motiviki, da so se predstavili lahko tudi naši gorščaki, zagotovo izviren pevski zbor s pomembno dodano vrednostjo in pa da se seveda spomnimo na tisto, kar je Tržič, najbolj poznana zgodba z Lobeljem, v teh 100 letih k gorništvu prispeval. Tudi tam se danes nekaj dogaja. V nekaj mesecih bomo odprli pravo karavanško lepotico, planinski dom na Zelenici s 50 prinočišči, gorniškim učnim centrom. Upam, da ga boste kdaj uporabili tudi predstavniki Slovenske vojske. Seveda poznana je zgodba taborišča Mauthausen in pa vse, kar se je dogajalo na tistem območju, vedno, kadar je bilo vroče, končalo pa zgodbo brez žrtev v dobro državljank in državljanov Slovenije, tudi z osamosvojitveno vojno. Jaz moram reči, da sem na slovenske, pa tudi na tržiške gornike in gorščake še posebej ponosen, če prebiramo zgodovino. Vemo, da seveda vojaka poleg znanja, trdne volje, izkušenosti oblikuje tudi krepko domovini privrženo srce, gorniki pa imajo še nekaj več. V zgodovini so bili to velikokrat prostovoljci, ki so šli recimo na Soško fronto, pa so vedeli, da se jih od tam malo vrne, kajti vezala jih je poleg ljubezni do rodne grude
tudi ljubezen do hribov in pa enkratnosti tistega okolja, v katerem so se borili in so bili pripravljeni v tistem okolju, če že kje, tudi umreti. Ponosni smo predvsem na zgodbo tudi reševanja, kajti takrat, ko so ljudje v stiski, pa naj bo to v gorah ali pa v poplavah, takrat vemo, da v Sloveniji imamo sistem, imamo silo, na katero se lahko zanesemo. Na nas, ki smo v politiki, pa je, da seveda vemo, da ves ta sistem rabi tudi kakšen evro več, ki ga ima. Zelenica naša je edinstvena, istina njena kozorogova, je cvetja poln ta krasni gorski svet, zato ta kraj me vleče spet nazaj. Skozi počastitev, ki jo poskušamo s to vašo razstavo danes dati vojaškemu gorništvu, hkrati sporočamo tudi nekaj, kar je morda za naš način ravnanja in vojskovanja v preteklosti, danes in v prihodnosti zelo pomembno. Namreč želimo povedati, da je slovenstvo, ko gre za vojskovanje in ko gre za preživetje, zelo tesno povezano z gorništvom, z znanjem gorskega vojskovanja, z znanjem, z razumevanjem in s spoštovanjem gora. Zato je to bilo pomembno tako v času Prve svetovne vojne, je bilo pomembno v času Druge svetovne vojne in je bilo sestavni del narodno-osvobodilnega boja in je bilo ključnega pomena tudi v času osamosvojitvene vojne. Zato je treba vedeti, da je treba vse te izkušnje in tudi izkušnje vseh vas gornikov zbrati, negovati, jih razvijati dalje, kar seveda delamo v Ministrstvu za obrambo in zlasti v Slovenski vojski tako, da za prihodnost snujemo poseben center odličnosti, ki je v Bohinjski Beli, v tem trenutku še multinacionalni, večnacionalni center odličnosti za gorsko vojskovanje v prihodnosti. Morda, če bodo naše ambicije ustrezno podprte, tudi NATO center odličnosti za gorsko vojskovanje, preko česar bomo pravzaprav sporočali javnosti, mednarodni javnosti, našo pripadnost goram, naše znanje gorništva, naše znanje vojskovanja v gorah in pa predvsem naše spoštovanje do tega specifičnega naravnega okolja, v katerem živimo. Preko vašega dela, brigadir Kavor, ki zadeva dogodke povezane z vlogo 10. gorske divizije ameriške enote tudi na slovenskih tleh ob koncu Druge svetovne vojne in te povezanosti, ki jo vi poskušate gojiti in ustvariti tudi za junij v letošnjem letu. Torej, preko mnogih aktivnosti, preko vseh kongresov in drugih aktivnosti, ki jih vi gorniki delate, ne samo doma, ampak tudi v mednarodnem okolju, z vsem tem poskušamo vsi skupaj čim bolj prispevati k verodostojnosti države, ki ste jo vi osamosvojitelji z veliko truda, boja in prizadevanj ustvarili in za katero si moramo sedaj vsi skupaj prizadevati. Preveč ste vložili, preveč so vložili ljudje v narodno-osvobodilnem boju, preveč ste osamosvojitelji vložili v to našo državo, da bi njeno verodostojnost, njen ugled zapravili z kakšnimi nenavadnimi koraki danes ali pa v bližnji prihodnosti. Zato se čutimo odgovorne tudi na tem Ministrstvu za obrambo in zato naj bo ta današnja razstava odprta tudi kot opomin in spomenik vsemu, kar borci zmorete, ne glede na to, v kakšni uniformi ste in ne glede na to, kje ste, ali na tleh, ali v gorah, ali s fotografskim aparatom v rokah, ali s kakšnim drugim načinom označevanja, zabeleževanja tega našega boja za našo domovino in za njeno verodostojnost. Zato torej hvala vsem, ki ste pripravili to razstavo in pa hvala, ker imamo priložnost, da je ta razstava tu.